Spoštovani, na svetu, v Evropi in tudi v Sloveniji so rakava obolenja iz leta v leto vse večji javnozdravstveni problem. Po podatkih Registra raka Republike Slovenije zboli v naši domovini za rakom že okrog 14.000 ljudi na leto, umre pa jih letno približno 6.000. Dejstvo je, da bi bilo mogoče skoraj polovico vseh rakavih bolezni preprečiti z upoštevanjem 12 priporočil, zbranih v mednarodnem dokumentu z imenom Evropski kodeks proti raku. Dijaki si želimo o možnostih preventive pred rakom izvedeti več, zato bomo o tem spregovorili z doktorico medicine Jasmino Staroveški-Anderlič, ki prihaja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in iz Društva za boj proti raku regije Celje. Koliko lahko sami naredimo v preventivi raka? Dober dan. Odgovor na koliko je zelo veliko. Tako vsak posameznik kot družba v celoti lahko v preventivi pred rakavimi obolenji storimo marsikaj. Omenili ste že, da bi z upoštevanjem vseh 12 priporočil iz Evropskega kodeksa proti raku, ki so naštete tudi tukaj na plakatu, lahko zmanjšali breme te bolezni kar nekje za 30 do 50%. Poleg tega pa je dobra novica tudi ta, da se ob tem hkrati zaščitimo tudi pred tem, da bi zboleli za katero od drugih tako imenovanih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa, kot so recimo sladkorna bolezen tipa 2, debelost, bolezni srca in ožilja, potem tudi kronična obolenja prebavil in dihal. Gre torej za zelo dobro naložbo v zdravje in prej, kot začnemo vlagati, višje so tudi obresti, ki se s časoma naberajo, kar se pozna na našem dobrem počutju, na našem boljšem zdravju. Kaj nam kot strokovnjaki svetujete za bolj zdravo življenje v preventivi rakavih obolenj? Svetujem vam, da ste radovedni, da veliko sprašujete in si pridobite čim več informacij o načinih skrbi za lastno zdravje in seveda potem, da to znanje tudi uporabite v vsakdanjem življenju. In ravno širjenje takšnih preverjenih, znanstveno podkrepljenih informacij je namen projekta z imenom Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku. To je projekt, ki ga vodi Zveza slovenskih društev za boj proti raku v sodelovanju z Onkološkim inštitutom v Ljubljani o podpori Ministrstva za zdravje. In torej naša želja, naš namen je čim več ljudi seznaniti s temi priporočili in jih seveda motivirati, da bi to tudi udejanjali potem v praksi. Ko slišimo Evropski kodeks proti raku, se sliši zelo učeno, ampak pravzaprav gre za nabor 12 zelo jasnih uporabnih nasvetov z področja zdravega življenjskega sloga, potem tudi v zvezi z presejalnimi preventivnimi programi, ki omogočajo zgodnje odkrivanje rakavih in predrakavih sprememb, potem tudi o cepljenjih, zaščiti pred soncem in pa o življenju v čim manj onesnaženem bivalnem in delovnem okolju. Ali se mladi dovolj zavedajo, da kajenje povzroča raka? Ja, upam si trditi, da mladi se zavedajo škodljivosti kajenja, če se dovolj o tem bi lahko razpravljali. Dejstvo pa je, da sta kajenju oziroma nekajenju namenjeni kar 2 priporočili od 12 iz Evropskega kodeksa. Zdaj, zakaj kar 2, ne? Pravzaprav zato, ker je kajenje najbolj preprečljiv vzrok rakavih obolenj v Evropski zvezi. Konkretno je kar nekje 80 do 90% recimo pljučnega raka pripisujemo kajenju, potem kadilci pogosteje zbolevajo tudi za rakom ustne votline, žrela, grla, požiralnika in pa tudi rakom debelega črevesja in danke materničnega vratu in drugimi. Tako da nekje kar 1/3 vseh smrti zaradi raka v razvitem svetu lahko pripišemo kajenju oziroma povežemo s kajenjem. In kot zanimivost bi mogoče še povedala, da svetovni podatki o trendih pljučnega raka kažejo, da se njegova pojavnost in umrljivost, te tako imenovane tobačne epidemije, seli iz zahoda proti vzhodu oziroma iz bolj razvitih na manj razvita območja. V Sloveniji točneje pa opažamo največ v zadnjih letih primerov pljučnega raka na Kočevskem, potem v Zasavju in pa na Koroškem. Ali pitje alkohola v mladosti vpliva na pojav raka?
Ja, alkohol je tako kot tobak, pravzaprav legalna droga, ki povzroča zasvojenost, zato mladim odsvetujemo pitje alkoholnih pijač. In pa tudi odraslim, na Svet za odrasle se glasi naj, kar se tiče preprečevanja raka, alkohola ne pijejo, oziroma če že pijejo, naj bo to v mejah manj tveganega pitja. Kajti vemo, da je čezmerno pitje alkoholnih pijač povezano z večjo pojavnostjo rakov v predelu zgornjih prebavil, zgornjih dihal, posebej, če je to v kombinaciji s kajenjem, rakov ustne votline, žrela požiralnika, grla, pravimo celo pivsko-kadilski raki. Poleg tega čezmerno pitje alkoholnih pijač veča tudi tveganje za raka debelega črevesja in danke, jeter, dojk. No in ko smo pa že ravno pri kajenju in pa pri alkoholu, bi pa rada še izpostavila dejstvo, tudi zato, ker sem sama noseča, kot vidite, da v času zanositve, nosečnosti in dojenja prav tako popolnoma odsvetujemo pitje alkohola in pa kajanje. Kako pa telesna aktivnost vpliva na preprečevanje rakavih obolenj? Lahko si že mislite, da ugodno vpliva. Rečemo celo, da je redna in zmerna telesna aktivnost nekako osnova zdravega življenjskega sloga in zmanjšuje tveganje, da bi zboleli za rakom debelega črevesja in danke, za rakom materničnega telesa ali pa rakom dojk, verjetno tudi pred drugimi raki. Po drugi strani pa vemo, in je bil tudi nedavno kot neodvisni dejavnik tveganja za razvoj rakavih obolenj prepoznan sedeč način življenja. Torej, športno aktiven življenjski slog skupaj z zdravo prehrano nam pa tudi nekako je pogoj za to, da ohranjamo zdravo, normalno telesno težo, kar pa je tudi eno od priporočil iz Evropskega kodeksa proti raku. Sonce je vir življenja, vendar tudi dejavnik tveganja za nastanek rakavega obolenja kože. Res je, zato odsvetujemo namerno sončenje, še zlasti pa se ne bi soncu izpostavljali med 10. uro dopoldne in pa 17. uro popoldne. Prav tako odsvetujemo uporabo solarijev, v nekaterih državah so ti celo prepovedani ali za vse prebivalce ali pa mlade do 18. leta starosti. Vemo tudi, da že pravzaprav sama zagorelost kože pomeni zgodnjo poškodbo kože, poleg tega pa je pojavnost kožnega raka povezana z izpostavljenostjo UV sevanju in pa pogostostjo sončnih opeklin zlasti v otroški dobi, zato moramo še posebej na otroke paziti. In torej v tem času, ko je sonce najmočnejše, priporočamo, da se umaknemo v senco, če pa to ni mogoče, pa da se zaščitimo s primernimi oblačili, pokrivali, sončnimi očali. Glede oblačil morda še omenima, da se priporoča, da naj bodo rokavi in pa hlačnice dolge, te tkanine gosto tkane, vendar lahke, živih pisanih barv oziroma temnejših barv. Poleg tega pa se dodatno zaščitimo z kakovostnimi kremami za sončenje, te naj imajo zaščitni faktor 30 ali več. Ob tem pa bodimo tudi pozorni, da dovolj te kreme namažemo in pa da jo ponovno nanašamo, bodisi ko se spere, ko se obriše oziroma nekje na vsake 2 uri. No, mladi opažamo tudi različne spremembe na koži. Kaj nam v preventivni namen priporočate? Priporočamo že omenjena načela zaščite pred ultravijoličnim sevanjem, poleg tega pa redno nekje enkrat mesečno pregledovanje kože, sluznic in pa tudi nohtov, in če bi opazili katero od sprememb, ki jih bova naštela, da se o tem posvetujete z zdravnikom. No, te spremembe so pa bodisi recimo sprememba v velikosti, obliki ali obarvanosti kožnih znamenj, potem kakšne krvavitve ali vlažnost v predelu pigmentnih znamenj, če opazite kakšne kraste ali ranice na telesu, ki se dalj časa ne zacelijo, hrapava, luščeča žarišča, ki občasno krvavijo, kakšne nove tvorbe ali pa recimo pojav lis na sluznicah ali pod nohti. Kaj pa spolnost in pojavnost ginekološkega raka? Ja, tudi tukaj obstaja določena vzročna povezava. Določene vrste ginekoloških rakov, v mislih imam zlasti rak materničnega vratu,
so namreč povezane z spolno prenosljivimi okužbami oziroma konkretneje z okužbo s tako imenovanimi humanimi papiloma virusi oziroma krajše HPV. In tudi to nas navede na to, da se zavemo, da nekje pomislimo, da je odločitev za spolnost res naj bi bila neko odgovorno premišljeno dejanje, ki lahko prinese s seboj torej resne posledice, ko so že omenjene okužbe, tudi neželena nosečnost ali pa tudi druge vrste spolno prenosljivih okužb, kot so denimo klamidijske okužbe, potem okužbe z virusom hepatitisa B, hepatitisa C, genitalni herpes, potem virus HIV, pa tudi trihomonoza, sifilis, gonoreja. No, sama okužba z humanimi papiloma virusi je pa povezana tudi z nekaterimi redkejšimi vrstami rakov, kot so recimo pri ženskah rak nožnice, rak zunanjega spolovila, pri moških rak penisa, pa tudi z rakom zadnjika oziroma zadnjične odprtine in pa rakom ustnega dela žrela. Ali je pomembno, da se dekleta cepijo proti HPV in ali obstajajo stranski učinki tega cepiva? Ja, vsekakor je zelo pomembno, da se dekleta cepijo, je priporočljivo. Zanje je cepljenje brezplačno in tudi prostovoljno v 6. razredu osnovne šole ali kasneje se lahko cepijo še kot zamudnice. Ključno pa je, da se cepljenje izvede pred potencialno okužbo, ker potem, ko do okužbe enkrat pride, pravzaprav cepljenje več nima učinka in pa tudi samega zdravila za okužbo nimamo, lahko zdravimo le še posledice te okužbe. No, če še povzameva glede vrst zaščite, torej sta dva najbolj učinkovita ukrepa zaščite pred temi okužbami, ta prvi varna, zdrava, nekje premišljena spolnost po načelih ABC. Ta kratica izhaja iz angleščine, črka A iz angleške besede abstinence oziroma vzdržnost, potem črka B iz angleške besede be faithful oziroma zvestoba in pa črka C iz angleške besede za kondom, kajti vemo, da je kondom tista vrsta kontracepcijskih metod, ki nudi najučinkovitejšo zaščito pred spolno prenosljivimi okužbami. No, kot drugo pa je že omenjeno cepljenje. To cepljenje proti okužbam s humanim papiloma virusom je varno in je tudi zelo učinkovito. Cepijo se lahko tudi fantje, moški, vendar zanje cepljenje v Sloveniji še zaenkrat ni brezplačno. Sprašali ste me tudi glede neželenih učinkov, torej so možni in najpogostejši neželeni učinek je podobno kot pri drugih vrstah cepljenja, bolečina na vbodnem mestu, pridruži se lahko tudi oteklina oziroma rdečina, vendar to ponavadi v nekaj dnevih izzveni. Potem so še pa drugi neželeni učinki kot glavobol, utrujenost, slabost, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah, vendar so tudi ti neželeni učinki običajno zmerni do blagi in pa kratkotrajni. Hvala za pogovor. Prosim vas še za zaključno besedo. Najlepša hvala tudi vam. Zdaj dotaknila sva se večine priporočil iz Evropskega kodeksa proti raku. Če želite o njih izvedeti več ali pa se tudi še pozanimati o nekaterih drugih, kot so recimo redna udeležba na presejalnih programih Zora, Dora in Svit, potem o koristih dojenja, o zaščiti pred ionizirajočim sevanjem, v okviru česa posebej izpostavljamo plin radon, pa ste lepo vabljeni, da obiščete spletno stran www.priporocila.si ali pa spletno stran www.protiraku.si. Najlepša hvala gospe Jasmini Staroveški Anderlič. Pogovor sem vodil Fazli Gaši iz Srednje zdravstvene šole Celje.